Dragi poslušalci, tole je bil hit tedna, v tem trenutku pa pričenjamo z glasovanjem za ime poletja. Letošnji kandidati so trije izjemni moški, ki so nam s svojimi dejanji polepšali poletje. Naj vam jih kar predstavim. No, z nami so znanstvenik dr. Boris Kotnik, ki je razvil prvo vsesplošno cepivo proti raku, ki bo rešilo milijone ljudi. Lepo pozdravljeni. Pedagog profesor Franci Močnik, ki je na šolskem izletu iz Deroče reke lastnoročno potegnil avtobus poln predšolskih otrok. Dober dan. In pa Anže, športnik. No. Kot se spodobi, najprej seveda iskrene čestitke Anžetu za vse te uspehe. Ne? To je bilo pa res vrhunsko. No, taki eminentni družbi uspešnih posameznikov se seveda spodobi in me tudi zelo zanima. Anže, kako uspeš doseči take vrhunske rezultate? Treba je dati 110% od sebe, pokazati pravi karakter, pa pustiti srce na igrišču. Pustiti srce na igrišču. Hvala za iskrenost, Anže. Kaj pa vi, gospod Kotnik, ne? A ste med odkrivanjem cepiva spremljali Anžetove tekme? V bistvu ne. Razvoj cepiva je kompleksno delo, pri katerem ekipa znanstvenikov... Kaj pa vi, gospod Močnik, ne? Ko ste z levo roko vlekli ta 16 ton težek avtobus, otroci so bili v smrtni nevarnosti. Ste imeli takrat srce na igrišču za Anžeta? Ne, jaz sem vso svojo energijo usmeril v to, da rešim te otroke, da jih potegnem iz vode. No, vsekakor se strinjamo. Bili ste na težki preizkušnji. Seveda, jaz sem bil do pasu v Deroči reki. Govorimo o Anžetu. Po prvem nizu je bil v zaostanku, potem pa spravil skupaj tekmo. Mislim, jaz sem pač šel na 110%. Ne? 110%. Tako, drage poslušalke, dragi poslušalci, v tem trenutku pa je glasovanje zaključeno in lahko vam zaupam, da so slovenski poslušalci za ime poletja soglasno izbrali športnika. Bravo! Ima kdo izmed gostov še kaj za pripomniti? Ne? Samo... No, Anže očitno ne želi izkoristiti priložnosti. Zato končujemo oddajo s kratkim prometnim obvestilom. Do krajšega zastoja je prišlo na primorski avtocesti. Čas potovanja se podaljša za 18 ur. Srečno!